Drage gledalke in gledalci, z menoj je Andrej Bolčina, rojen v Otlici na Primorskem. Otlica je vas nad Ajdovščino. Gospod Andrej, vi ste živeli na Primorskem po postavitvi Rapalske meje, ko je Primorska pripadla pod Italijo. Kako se vi spominjate tistega obdobja, oziroma kakšna je bila vaša družina, kdo je vse živel v vaši družini in kako se morda ne samo vi, ampak vaši sorodniki, vaši bratje ali sestre, kar ste pač imeli, kakšne izkušnje imate iz tega obdobja, ko je bila Primorska po postavitvi Rapalske meje pod Italijo. Izvolite. Hvala. Ja, pri nas je bila velika družina. Imel sem še 5 bratov, starejših, jaz sem najmlajši v družini in eno sestro, ampak sestra se sorazmerno kmalu poročila in si ustvarila svojo družino. Bratje pa so iskali zaposlitev, mi smo bili bolj revna družina, nismo imeli nobene kmetije, edino, kar je bilo pri hiši, je bila koza. Ta nam je služila za to, da smo imeli mleko, zraven poljente, pa tudi sicer za v kavo. Jaz začetka, ko so prišli Italijani, ne morem govoriti, o začetku ne morem govoriti, zaradi tega, ker jaz sem rojen leta 1929. Italijani so pa v naše kraje prišli med 1918 po razpadu Avstro-Ogrske in 1920, ko je bila Rapalska pogodba podpisana. Ampak nekatere stvari so mi bratje povedali, zlasti ta starejši brat. On je bil v letih po razpadu Avstro-Ogrske, je bil sicer še otrok, ampak star med 9 in 10 let, tako da si je nekatere stvari zapomnil. Tudi zapisal je nekaj stvari, tako da obstoja njegovi zapisi o tem konkretnem dogodku, ki bi ga rad povedal, tako, kot ga je on zapisal. In sicer pripovedoval je, da so demobilizirani vojaki iz avstrijsko-ogrske vojske, takrat cesarstva, ko so prihajali domov po končani vojni, so nekateri prinesli s seboj tudi orožje. To orožje zanesljivo ni bilo namenjeno, da bi se uprli, ampak naši kraji so znani po tako imenovanem ravpšicih, to se pravi krivolovu, kjer pač pomanjkanje hrane je bilo in ljudje v teh krajih so se pač včasih tudi pregrešili in so kakšnega zajca pa ujeli, pa kakšno srno ali pa gamsa v čavnu tudi ustrelili. No in potem pa, ko so Italijani prihajali v Ipavsko dolino, do Ajdovščine so se pripeljali, potem je ta enota, ki je bila dodeljena oziroma imenovana za ta kraj, ne na Otlico, na Otlico ni bilo nikoli vojske italijanske, do druge svetovne vojne.
iz Ajdovščine proti izviru Hublja. Tam se reče, je po domače, kraj se imenuje Pale. In tam so bila avstrijske kasarne, pa tudi Italijani so jih imeli potem, pa tudi kasneje še jugoslovanska vojska je te kasarne uporabljala. No in ko so Gorjani, tej mobilizirani vojaki, zvedeli, da prihajajo italijanske vojaške enote v Ipavsko dolino, so se razvrstili na robu gore, to je nad Rebrijo, rečemo mi, to je steza, gre od nas, gre v Ajdovščino po Rebri. No in tam baje, da so se razporedili, in ko so videli, da kolona italijanskih vojakov prihaja proti tem kasarnam, so baje začeli streljati na nje. Ampak seveda to je velika razdalja in je sam pokalo, učinka pa seveda ni bilo nobenega, pa tudi oni niso imeli namena kakšnega upora proti tej enoti, ker je bilo nesmiselno, ampak dali so si duška nad tem. No, ampak protestirali so proti Italijanom. Tako, to je bil neke vrste protest, duška so si dali, da pač ne marajo, da bi nam tujci prišli v naše kraje. No, ampak to so mi pol še drugi domačini prepovedovali, da vendar so Italijani, ko so prihajali do te kasarne, da so te strele slišali. No in toliko so se baje pristrašili, da nekaj časa italijanska vojska na goro, torej na Otlico in v naše kraje sploh niso prišli. Ljudje, domačini z gore so se pa baje tudi izogibali, da bi šli po tej poti, po tej stezi v Ajdovščino. Ampak so hodili po drugih poteh, toliko da jim ni bilo treba se približati tej italijanski vojski. No in ena anekdota pravi, da je moj sosed, likar Anton, je se venda ojunačil in je šel v Ajdovščino po tej stezi. Ko je prišel do bližino teh kasarn, so ga italijanski vojaki zagledali in v radovednosti, kaj se sploh dogaja gor na teh hribih, na teh Sulle Montanje, so oni rekli. Kaj se dogaja, so tega človeka lovili oziroma ga pridržali, da bi ga izprašali, kaj se pravzaprav tam gor dogaja in kaj kdo je. Ampak ta se je tako prestrašil, da je začel bežati. Italijani pa za njim, in on je baje, da bi se prikupil oziroma da bi se obranil, je začel vpiti Via Italia, Via Italia, namesto da bi vpil Viva Italia. Živjo Italija, je pa vpil Italija proč. No in bolj je vpil, bolj so italijanski vojaki tekli za njim. Tako da je pol domačin tam dol iz Ajdovščine zadevo rešil in povedal tem vojakom, da pač človek ne zna italijansko in da ne ga pustijo pri miru. To je treba povedati na začetku. Na začetku ljudje pri nas niso
niso imeli pojma o italijanskem jeziku. Pri nas se je govorilo slovensko, tisti, ki so služili avstrijsko vojsko, so znali tiste osnovne besede po nemško, vsaj tisto, kar se tiče vojaških izrazov, drugače pa pod Avstrijo, kolikor je meni znano, so bile slovenske šole, kolikor pač je bilo 2 razreda, ali 3 razreda, ali 4, ne vem koliko, ampak v glavnem, ko so Italijani prišli na začetku, ljudje niso imeli pojma o italijanskem jeziku. Tako da govorjenje v italijanščini se je potem razširilo šele z osnovno šolo na gori, na Otlici, pa ko so se vračali fantje iz italijanske vojske, ker so bili upoklicani kot rekrutje, kot v redno italijansko vojsko, in ko so prišli nazaj, seveda so potem vsaj deloma lomili po italijansko. Sem te vas vprašam tukaj, gledajte, Avstro-Ogrska je razpadla, ne? Ja, Ampak te fantje tudi iz vaše vasi so služili v Avstro-Ogrski vojski, ne? seveda. Bila je, prva svetovna vojna je bila zelo krvava, poznamo Ja. Soško fronto, Ja, ne? ja. Gotovo so ljudje iz vaših krajev imeli izkušnje z italijansko vojsko, ne? In ker so pač slišali avstrijsko, ne, takrat. Tako je. In kako so, na kak način so oni gledali italijansko vojsko takrat na podlagi te izkušnje iz prve vojne? Ja, tega danes morda nihče ne razume, ampak Primorci v avstrijski vojski so se borili proti Italijanom za Slovenijo. Ker takrat se je že govorilo, da bi v okviru Avstro-Ogrske dobili neko avtonomijo tudi slovanski narodi, to se pravi del Hrvaške, Slovenija in pa del Bosne. Tako da tisto gorečnost v borbi proti Italijanom je Slovencem, Primorcem treba pripisati kot borbo za Slovenijo, ne pa za Avstrijo. Tako sem jaz potem tudi razumel od tega, ker moj oče je bil v avstro-ogrski vojak. Sam ni bil na italijanski strani, on je bil gor v Galiciji in je prišel 18 leta potem domov. To sprašujem, veste zakaj? Ker ko smo mi delali projekt okupacijske meje 41-45, ne, so mnogi nam rekli, da so, ko so prišli Nemci, ne, vsaj v Ljubljansko pokrajino, ne, Ljubljansko pokrajino, so rekli, če že okupacija, je bolje Nemci kot Italijani. Ne? Ker so mnogi delali v Nemčiji, so pošiljali denar domov, Italijani so imeli pa slabo izkušnjo iz prve vojne. Ne? Tako da me zanimalo ta vaš pogled. Ne? Ja, kako na Primorskem se dihalo glede tega? Ja, jaz si spomnim izjavo mojega očeta, takrat, ko je vojna začela. On je tako rekel, če bodo Nemci pregnali Italijane, potem smo mi Slovenci na boljšem, kot pa smo sedaj pod Italijo. Ampak potem seveda je Ata to svojo trditev oziroma to svoje mišljenje spremenil in se popravil, ker je videl, kaj so pa potem Nemci grozovitega počeli v naših krajih. Tako da to je bilo ta izkušnja
mojega očeta prvič iz avstro-ogrske vojske, ko je bil vojak tam, in pa tudi ker je hodil še po tem 18. letu, je, kolikor jaz vem, jaz si tega ne poznam, ker nisem bil še rojen, ampak je oče hodil v Avstrijo oziroma na Nemško. Takrat so rekli, na Nemško hodijo delati. Kako ste pa vi ste bili pred začetkom vojne že stari nekje 10 let, ne? Ja. In ste morali v šolo hoditi, ne? Ja. Vi ste hodili takrat v italijansko šolo. Ja, na vsak način. Ja. In kako ste komunicirali potem? Kolikor jaz vem, kolikor so mi pripovedovali, do 26. leta so tudi Italijani deloma dopuščali slovensko šolstvo v naših krajih. Po 26. letu pa samo bogoslužje. Ampak bogoslužje samo, da je župnik govoril v slovenskem, odnosno v latinskem jeziku. Nobenega petja, nobenih slovesnosti slovenskih ni smelo biti, da o šoli sploh ne govorimo. Iz naših krajev so pregnali vse uradnike slovenske domačine. Sicer ni bilo veliko, ampak v Ajdovščini je bila občina, ne? In tam so te občinske uradnike so vse premestili globoko v Italijo. V Ajdovščini je bila tudi železnica in so bili železničarji. Železničarje vse so premestili globoko v Italijo in gor pripeljali svoje italijanske delavce, železničarje. Ravno tako je bilo tudi z karabinjerji, so bili italijanski, pri nas je bila postaja karabinjerjev, to se pravi orožniki. Italijani, to govorite o Otlici. Na Otlici, ja. Na Otlici je bila orožniška postaja, karabinjerji. No in potem gozdlam, Italijani so imeli svojo gozdno milico tudi, milicija forestale so rekli. No in to vse je bilo italijansko. Jaz sem začel s 6. letom sem začel hoditi v italijansko šolo. Začetka svoje osnovne šole si za začetek, v začetku torej svojega šolskega obveznosti si učiteljev oziroma učiteljic ne spomnim. Spomnim si pa potem zadnje letnike, zadnje razrede osnovne šole, to se pravi 4., 3., 4. in 5. razred, končal sem s 5. razredom. To je bilo absolutno vse v italijanskem jeziku. Vsi zvezki, vse knjige, pogovor v razredu, vse to je potekalo v italijanskem jeziku. Kako smo na začetku otroci, ko nismo znali italijanščine, kako smo to dojemali, bi jaz danes težko dopovedal, zaradi tega, ker si prvih razredov ne spomnim niti učiteljev, niti kako sem jaz sprejel ta italijanski jezik. Vem pa, da potem, ko smo dobili tega učitelja, imenoval se je Galo Petro. Bil je istočasno tudi fašistični sekretarjo politiko, so rekli. To se pravi, on je bil vodja te fašistične celice za to območje. To se pravi, za vse 3 vasi na gori, to se pravi predmeja Otlica, Kolk, in podrejen je bil pa tej
svoji fašistični organizaciji v Ajdovščini. Ampak to ni bilo nobenega od naših domačih članov v tej celici. To so bili samo tej prišleki, italijanski in tako. No in ta učitelj nam je tudi otrokom zagrenil življenje. Če sem jaz svojemu sosedu v klopi, ko sva skupaj sedela, rekel samo eno besedo v slovenščini, sem jo že dobil z ravnilom po glavi. In z grožnjo, qui si parla soltanto italiano. Tukaj se govori samo italijansko. In to smo morali zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo morali vsi vstati na noge po koncu in smo morali za pozdrav smo morali zrecitirati, da smo rojeni v Italiji in zaradi tega smo Italijani. V italijanskem jeziku seveda. Io sono nato in Italia e sono italiano. Torej se pravi, rojen sem v Italiji in zaradi tega sem tudi Italijan. Kako smo to otroci razumeli, je to težko. To smo morali v razredu ponavljati posamično, ko pa so bile razne slovesnosti zunaj, da so tisto zastavo dvigali nad rok, smo pa te recitale, te besede morali v zboru ponavljati. Pod grožnjo seveda, da bomo kaznovani, če ne bomo tega tako. Seveda, grozili so nam tudi, da moramo prinesti denar za fašistično izkaznico. To se pravi, otroci osnovne šole smo bili balila, to je neke vrste pionirji. No in tisti, ki je prinesel 5 lir, tisti je dobil potem izkaznico, da je član te fašistične organizacije. Meni oče ni dal 5 lir, ker jih tudi ni imel, ker je težko zaslužil 5 lir. No in zaradi tega sem bil seveda večkrat tudi šikaniran, zmerjan in tako naprej. Skratka, zapostavljen, vsi tisti, ki nismo prinesli tega denarja v šolo, smo bili zapostavljeni in se je tudi poznalo potem seveda pri ocenah, ker ti je dal tako vprašanje, ker nismo mogli na njega odgovoriti, pa je padla negativna ocena. Toliko bi jaz imel o osnovni šoli. Zdaj ste opisali, kako je bilo v šoli, osnovni šoli, v katero ste hodili v času med obema vojnama v Otlici. Kaj se je pa dogajalo z italijansko vojsko v tem obdobju? Ne? Gotovo so v Otlico in ta vaš kraj prišli tudi italijanski vojaki. Kaj so oni počeli? Kaj je italijanska vojska takrat počenjala pred začetkom druge svetovne vojne? Ja, italijanska vojska je pogosto prihajala v naše kraje. Govorili so nam, da so na vajah, da imajo manevre. Vse te zadeve, ko so jih oni izvajali pri nas, so bile uperjene proti takratni Jugoslaviji. To se pravi sam čez proti Črnem vrhu, proti Hotedršci in tako naprej. V ta namen so si tudi gradili, so bile zgrajene tudi ceste. Seveda ceste so gradili naši ljudje in
kako naj rečem, bil je zaslužek za ubogo gorsko prebivalstvo. Tako da ta stik med vojsko in med civilnim prebivalstvom je sicer bil tako, ni bil tako konflikten v začetku. Poleg tega pa seveda so italijanske oblasti tudi naše fante in možove mobilizirali in jih pošiljali v Italijo, v te njihove kasarne. Predno se je začela druga svetovna vojna, so hodili naši fantje kot redni vojaki in so bili pomešani med italijanskim vojakom. Potem, ko se je pa vojna začela, so pa Slovence izločili iz teh enot, bojnih enot, in so jih premestili vse v tako imenovane specialne bataljone. Bataljoni speciali so oni imenovali. In tej naši fantje in možovi so bili brez orožja, tudi brez insignijev, vseh položajskih in drugih činov. Pustili so jim le opasač in nabojnike okrog pasu, tako imenovane džiberne, so oni rekli. To je takole. Lahko bi povedal eno zgodbo, ko so prihajali še na začetku vojaki k nam na vežbe in so tam taborili tudi po kakšen teden ali še celo več. No in na začetku so tudi potem lastnikom zemljišč, na katerem so taborili, so tudi nudili odškodnino. Ampak naši ljudje, preprosti lastniki teh zemljišč, niso znali italijansko, zato so pripeljali župnika za tolmača. No in moj sosed je sprožil ta postopek zato, da bi dobil odškodnino za škodo, ki so mu jo povzročili vojaki s taborenjem na njegovem zemljišču. In za tolmača, oziroma za to, da je vse skupaj to zapisal v italijanskem jeziku, je prišel na pomoč župnik. Moram povedati, ta naš župnik je bil res pravi človek, ki je vse naredil za svoje farane. Če je le mogel, je tem ljudem pomagal. No in potem, ko so ta zapisnik o tej škodi delali, v pričo seveda tega komandanta te enote, tam pisali so seveda vse v italijanskem jeziku, vse se je pisalo na roke, ker takrat ni bilo pač tako. No in ta župnik je potem vprašal tega lastnika zemljišča, koliko naj zaračuna oziroma kaj misli, kolikšna škoda mu je bila prizadejana na zemljišču, kjer so taborili tej vojaki. Lastnik je rekel 40 lir. Župnik je bil tiho in je dodal še eno ničlo, tako da je ta človek dobil 400 lir. 400 lir je pa v takratnih razmerah pomenilo zelo veliko, tako da človek sploh ni mogel verjeti, da je dobil takšno odškodnino po zaslugi seveda tega našega župnika. To bi bila ena taka zgodba. Mi otroci pa smo imeli
z vojaki, lahko rečem, kar take normalne normalne odnose, pač otrok je otrok, otrok hrih vojakov in vojaki so nas sprejeli, so nam dali tudi svojo menažo, paštašuto, makarone, z omako smo doskrat dobili, smo jedli kar pri njih v taborišču. Ampak v zameno oziroma za uslugo, ki smo jo dobili od njih, smo morali pa njim preskrbeti jajčka in pa seveda kakšnega piščanca smo poskrbeli tam, da so odkupili od teh domačinov. Tako da večkrat so kričali za nami vojaki, ova galine, se pravi jajčka in kure nam priskrbite. In mulci seveda, mi smo vedeli, kje se tu dobi, kje bi bil kdo pripravljen te dobrote prodati, tako da smo jim proti uslugo, zato ker smo dobivali njihovo menažo. Za nas otroke pa je bila ta menaža vojaška neke vrste priboljšek. Slišal sem sedaj, par let nazaj, ko je nek italijanski visok funkcionar v Evropski skupnosti, mislim, da je bil celo predsednik Evropskega parlamenta, gospod Tajani, ki je dejal, da je Mussolini vendar nekaj dobrega naredil za te kraje. Saj je gradil ceste, vodovod, mostove in tako naprej. Ja, resnica je, veliko teh objektov je bilo zgrajenih, vendar prvič, naši ljudje so to infrastrukturo gradili skoraj v suženjskih razmerah, z grozovito majhnim plačilom, delali so cele dneve v nemogočih razmerah in drugič, vsi ti objekti v Julijski krajini, v sedanji Primorski, vsi objekti, ki so bili zgrajeni v času italijanske okupacije, so imeli samo en namen, da bojo služili za transport vojaštva, ko bo prišlo do vojne, ko bo prišlo do osvajanja še preostalega dela slovenskega ozemlja proti Ljubljani. In to se je 41. leta tudi potem uresničilo. Italijani so celo iz Ipave, iz Hubla, to je znan vodotok nad Ajdovščino, so k nam na goro speljali vodo. Na Sinjem vrhu so imeli 3 rezervoarje po 50.000 litrov vode in to vodo so pumpali, so črpali iz Hubla na goro. Ta voda ni bila namenjena gorjanom za pitje in za uporabo, ampak je bila namenjena, da bo služila vojski, italijanski vojski, ko bo prodirala naprej proti Sloveniji. To je potem po vojni je bilo uničeno, tako da gora oziroma Otlica, Kolk, Predmeja od tega ni imela ničesar.